Čas teče hitreje, kot si mislimo, in prav kmalu se bo tudi izteklo slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije. Pozdravljeni v Evropskih stoječih novicah. Slovensko predsedstvo si je za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021 zadalo ambiciozne in obsežne cilje, o katerih se lahko več po posameznih področjih preberete v našem časopisu Slovenec. Ti načrti so bili res preobsežni, da bi se v njih vstoje natančno poročalo. In kaj je predsedstvo od tega uspelo uresničiti? Tudi o tem bomo še podrobno poročali, za danes pa le kratek povzetek. Na Brdu pri Kranju se je v prvih 3 mesecih predsedovanja zvrstilo 12 neformalnih ministerskih srečanj. Zaradi razmer v Afganistanu je slovensko predsedstvo 31. avgusta sklicalo izredno zasedanje ministrov Evropske unije za notranje zadeve. Ministri so sprejeli skupno izjavo o odzivu Evropske unije na razmere v Afganistanu ter o morebitnem vplivu na migracijske in varnostne razmere v Evropski uniji. Eden osrednjih dogodkov slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije je bil tudi Blejski strateški forum, ki sicer poteka vsako leto, je pa letos pritegnil rekordno število udeležencev. Julija je tudi zaživel Europe Reader, vodilni kulturni in promocijski projekt slovenskega predsedovanja. Gre za digitalno platformo, ki ponuja brezplačni dostop do 27 literarnih del, po eno iz vsake države članice. Številni spremljevalni dogodki po vsem svetu pa spodbujajo vzpostavljanje javnih prostorov za branje in izmenjavo idej. Ni pa zanemarljivo, kar je predsedstvo Svetu Evropske unije doseglo za promocijo naše lepe Slovenije. Otvoritvena slovesnost je potekala ob Blejskem jezeru. Tako je lahko širna Evropa že prvi dan uživala v našem biseru. Mnogi voditelji evropskih držav in drugi funkcionarji so se povzpeli na Triglav, od koder so v jasnem vremenu imeli res lep razgled. Predsedovanje pa je bila tudi odlična priložnost za predstavitev Slovenije kot vrhunske gastronomske regije. Izšla je tudi knjiga receptov slovenskega predsedovanja, v kateri je zbranih 60 tradicionalnih slovenskih receptov sestre Nikoline. Za darila je knjiga zvezana v lesene platnice. S tem smo pokazali, da je Slovenija tudi bogata z lesom in da ga zna vsake toliko celo uporabiti z dodano vrednostjo. Med recepti so se poleg goveje znašle tudi fižolova in češpljeva juha, ajdova kaša z gobami in smetanov hren, idrijski žlikrofi in telečja pečenka, kumare s smetano in zeljne krpice, belokranjska pogača, ocvirkova potica, sadni kruh in legendarne sladice, jabolčni zavitek, pohorska omleta, prekmurska gibanica in potica. Žal sicer v knjigi receptov ni nobene marmelade, sicer je pa res krasna. Čas sicer hitro beži, a nekaj ga je do konca predsedovanja še ostalo. Upajmo, da ga bomo znali dobro izkoristiti tudi kot naložbo v prihodnost. Se vidimo kmalu. Za recepte marmelade me lahko kontaktirate v komentarje spodaj. Lepo se imejte in pazite nase.